Komu ne bi veselo zdravico, bratje, čmo zapit, Bog naša nam deželo, Bog živi na slovenski svet. Bratev se, kar nas je sinov sloveče matere. Bratev se, kar nas je sinov sloveče matere, sloveče matere. Živi si narodi, ki krepeni dočakat dan, da kodre sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Darojak, grozbo vsak nevragle sosed bo mejak. Darojak, grozbo vsak nevragle sosed bo, nevragle sosed bo mejak. Spoštovane državljanke in državljani, osamosvojitelji, cenjeni gostje. Dober večer, dobrodošli na prireditvi ob dnevu samostojnosti in enotnosti v organizaciji Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve. Dobrodošli na praznovanju enega najpomembnejših slovenskih praznikov, ki ga bomo sicer obeležili v četrtek, 26. decembra, ko bo minilo 34 let od razglasitve rezultatov plebiscita o samostojnosti Slovenije, ki je potekal 23. decembra 1990. A spoštovane in spoštovani, 26. decembra ne bi bilo, če se ne bi že prej zgodilo nekaj izjemno pomembnih in odločilnih trenutkov nove slovenske zgodovine. Od kulturnega prebujanja v 80. letih prejšnjega stoletja, 57. številke Nove revije, litostrojskega štrajka, procesa JBTZ, ustanavljanja prvih strank, prvih demokratičnih volitev ter zmage Demosa, razorožitve teritorialne obrambe ob prisegi nove vlade, do enega ključnih dogodkov, ko so Demosovi poslanci 9. in 10. novembra v Poljčah na Gorenjskem odločili o referendumu za samostojno slovensko državnost. Pa seveda dogodka 17. decembra v Kočevski Reki, prvega postroja slovenske vojske, ki je predvsem takratni JLA in Beogradu pokazal, da imamo oboroženo silo, ki bo branila in ohranila pot v našo samostojnost. Načrtno izbran datum in kraj, teden dni pred referendumom, nekaterim v opomin, drugim za pogum. 23. december 1990, plebiscit. Bili smo enotni kot še nikoli. 26. decembra je bilo jasno, Slovenija se bo osamosvojila. Ali kot je takrat, ko so bili znani rezultati, dejal dr. Jože Pučnik, Jugoslavije ni več, gre za Slovenijo. Sledilo je naporno delo vseh zavednih Slovencev, ki nam je bila samostojna država Slovenija zelo jasna možnost, da so se odvile vse potrebne dejavnosti, da bi Slovenci končno 25. junija 1991 dobili svojo lastno državo. Osamosvojitev pa je terjala tudi žrtve. Zato je prav, da se z minuto molka poklonimo vsem, ki so za samostojno državo Slovenijo dali največ, kar so lahko, svoja življenja.
Slava jim. Organizator današnje slovesnosti je Združenje za vrednote slovenske osamosvojitve, ki se zavzema za ohranjanje in promocijo vrednot povezanih z osamosvojitvijo Slovenije. Ustanovljeno je bilo z namenom varovanja in širjenja zgodovinskega spomina na obdobje osamosvajanja ter spodbujanja domoljubja in narodne zavesti. K besedi vabim predsednika Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve in predsednika prve demokratične vlade Republike Slovenije, gospoda Alojza Peterleta. Dober večer, spoštovane članice in člani Združenja za vrednote slovenske osamosvojitve, dragi veterani, domoljubi, demokrati, spoštovani ljudje, ki ste na obeh bregovih Soče spremljali, pa ne samo spremljali, trdo delali za to, da lahko danes praznujemo. Spoštovani napovedovalki, se zahvaljujem, da mi je približno pol govora že prevzela, tako da mi ne bo treba obnavljati, kaj vse je bilo prej. Ampak vseeno bi vam rad malce povedal, kako je bilo. Janez Janša vam bo potem povedal, kako je, vi ste pa odločili, kako bo. Uporabil sem besedo, odločili se boste, oziroma vsi skupaj se bomo morali odločiti, kaj bomo na podlagi vrednot, iz katerih smo prišli do samostojne in demokratične suverene države, kaj bomo na tej podlagi v dobro naše države in njenih ljudi še storili. Mi smo doživeli vrsto deklaracij, zahtev, pričakovanj, sanj, želja. Ampak pred 35 leti, oziroma malo manj, je prišlo do situacije, v kateri se je ponudila prilika, da ta sen slovenskega naroda, kot radi rečemo, ne odsanjamo do konca, ampak uresničimo, in treba se je bilo odločiti. Treba se je bilo odločiti, ko smo postavljali stranke Slovenske pomladi. Treba je bilo malo prej podpisati Majniško deklaracijo, ki je postavila temeljne točke, pod katere se je potem podpisal, oziroma se je ob njih združil Demos, koalicija 6 opozicijskih strank. In ko so me danes na neki naši televiziji vprašali, česa se spominjam, ali sem se spomnil takrat, ko so mi povedali sredi Ljubljane, ko smo praznovali, da prihajajo tanki, in moj odgovor je bil naslednji. Spomnil sem se, med drugim, da smo bili 28. aprila v družbi doktorja Jožeta Pučnika, predsednika Demosa, na Brdu, kjer je bil vsak predsednik Demosove stranke vprašan, ali si pripravljen iti do konca. In 6 nas takratnih predsednikov je rekla sem, oziroma smo rekli gremo. In mene tudi večkrat sprašujejo, ali nas je bilo kaj strah. Pa se ne spominjam kakšnega strahu, ampak ene posebne volje, da gremo do konca. Vesel sem, da smo skupaj doživeli ta, mislim, da lahko rečemo, poseben in zvezdni trenutek slovenske zgodovine, da smo z enotnostjo doživeli samostojnost. Samostojni smo še, enotni pa mislim, da nismo. In tukaj
jaz imam samo pozdravni nagovor, ki bi ga rad malo zaključil, bi rad povedal naslednje. Ne samo zato, ker je svetovna situacija zahtevna, nevarna, napeta, ampak zato, ker narodi brez neke temeljne politične modrosti in kulture ne morejo napredovati. Bi bilo dobro, da bi se v Sloveniji vendar pogovarjali na podobno temo, kot smo se pred 35 leti, ko je šlo za slovenski nacionalni program. Vedno mora biti v zdravem in odgovornem narodu nekaj, čemur se lahko reče nacionalni program. To so tiste točke, pomembne za prihodnost nacije, glede katerih se eni in drugi strinjajo, da so potrebne. In to so take točke, pri katerih se ne podiramo, ampak tekmujemo po istem programu. In jaz bi si želel, ne bi si želel tako zahtevnih razmer kot pred 35 leti, ampak volje, da pri vsej različnosti najdemo točke, ki so nujne za to, da gremo naprej. Izzivi so danes drugačni, kot so bili takrat. Nekateri so taki tudi zato, ker nismo napredovali v kakovosti naše medsebojnosti. Jaz sem prepričan, da nam vrednote osamosvojitve lahko k temu pomagajo in ko me je nekdo vprašal, kaj mislim o teh Pučnikovih besedah, sem mu malce z žalostjo odgovoril, da se bojim, da so tudi kakšni ljudje, ki bi radi te dve besedi zamenjali. Jih raje ne izgovorim. Ampak veste, kaj sem hotel povedati, ne? Glejte, 3 Jugoslavije je že vrag vzel, pa še nosijo Titove majice, pa govorijo o svetnikih in o herojih in tako naprej. Še eno točko bi tukaj dodal, ki se mi zdi bistvena, ko sem rekel, da smo se morali odločiti. Prvič v zgodovini so imeli Slovenke in Slovenci priliko, da se svobodno, prostovoljno, ne v vojnih razmerah, demokratično odločijo, ali hoče samostojno državo, alternativa je bila pa življenje v propadajoči Jugoslaviji. In ljudje so to priliko, ta plebiscit izkoristili in so jasno izrazili svojo voljo. In takrat smo dali vsemu svetu vedeti, da mislimo zares in naredili smo vse, da smo bili v ključnem trenutku tudi pripravljeni. Bi vam rad povedal vendar en detajlček iz Poljč z 9. novembra 90. ko so nekateri naši kolegi želeli, da bi proglasili samostojnost takoj, ko zvemo za rezultat. Razglasimo rezultat in samostojnost. In tisti, ki smo bili tam iz vlade, smo dali kolegom in prijateljem vedeti, da še nismo pripravljeni, če bi nas kaj zadelo. Hvala Bogu so nas razumeli in smo se zmenili, da državo proglasimo najkasneje 6 mesecev po plebiscitu in tako se je tudi zgodilo. Eni pravijo, te dni smo poslušali, da v parlamentu smo poslušali predsednico, ki je govorila, da osamosvojitve ni dosegla politika, ampak da so to naredili ljudje ali rekli celo borci. Ob neki drugi priliki smo isti dan poslušali, da je to rezultat množic, ta dosežek. Ne? In vidim, da se še naprej skuša na razne načine relativizirati to posebno slovensko politično podjetje, ki ga ne bi bilo, če nekateri domoljubi, vizionarji ne bi razsvetlili teme, posvetili v pravo smer in nikoli se ne dvigne kar cel narod in gre v neko smer. Ne. Jaz sem vesel, da pripadam generaciji, ki je imela
nosilce teh bakel slovenske svobode in ko je bila smer razsvetljena, so lahko ljudje zanjo tudi volili. Torej, vesel sem, da smo vsi skupaj doživeli ta trenutek. Hvala vsaki in vsakemu, ki je kaj prispeval, pa če tudi samo glas na plebiscitu ali še kakšen glas kasneje na kakšnih volitvah. Brez volje, brez odločnosti, brez poguma, pa tudi brez pripravljenosti na najhujše, danes tukaj ne bi veliko praznovali. Jaz vam zahvaljujem, da ste prišli, da se skupaj poklonimo temu spominu na dan, ki nima primere in ki bo ostal slovenska svetloba za zmeraj. Hvala lepa. Mojo srčno križ kropite po planinskih sočnih tleh, kako si mejo vrzite po dolih in po bregih. O mladi skrbi zlodira, svetke ti soči začiramo, prijazno izgorila, svoje lične čirčerebo. Tebe zorne dišči zali, brali bodo rožeti, ukite bodo izpravljali, delali jih na in srce jim pogreba, svet je zraslo in skrbi, da zarotim dodam teba, bode jim do konca dni. Mojo srčno križ kropite po planinskih sončnih tleh, kako si mejo vrzite po dolih in po bregih. Slovenci smo na plebiscitu dokazali, da smo zgodovinski narod. Dobili smo lastno državo in s tem od Boga in zgodovine dano priložnost, da kot gospodar na svoji zemlji izkoristimo vse potencijale, ki jih ima slovenski narod, in ti so veliki. Pred mikrofon vabim današnjega slavnostnega govorca, gospoda Janeza Janšo. Spoštovani Slovenke in Slovenci, državljanke, državljani, dragi rojaki, dragi veterani, dragi prijatelji. Danes se spominjamo dne, ki je vreden spomin. Tako šarmantna voditeljica kot predsednik združenja gospod Peterle sta o tem že veliko povedala in če bi ga parafraziral, ne bi jaz lahko že bistveno krajši. Se pa obema zahvaljujem za tehtne misli, ki na nek način dajo podlago tudi za to, kar nameravam povedati v naslednjih minutah. Slovenski narod je šel čez mnoge preizkušnje. V zgodovini zadnjih stoletij
pa mogoče tudi tisočletij, so obstajali narodi, so obstajala ljudstva, ki so bila mnogo večja od nas, ljudstva, ki so zgradila na višku svoje slave močne države, mogočne imperije, pa jih danes ni več. Tudi danes obstaja na svetu, pa tudi v Evropi, veliko večjih narodov od nas Slovencev, pa nimajo lastne države. Nam pa je to uspeh. In ključna odločitev na poti do tega uspeha je bil plebiscit na današnji dan, 23. decembra 1990. In to je dan dejansko vreden spomina. Nas, ki smo to doživeli, tistih, ki so bili rojeni kasneje in vseh prihodnjih generacij. In jaz verjamem, da bo temu tako in da leta ali pa desetletja, ki bodo minila, zdaj te veličastnosti iz tega praznika nikoli ne bodo oddaljila, ampak da se bo v distanci, v razdalji časa ta dan kazal še bistveno bolj pomemben. Ivan Cankar je zapisal tisti znameniti stavek: narod si bo pisal sodbo sam. Ta stavek je bil od takrat, ko je bil zapisan, velikokrat tudi zlorabljen. Pisali so ga po dvoranah, raznih srečanj v novejši slovenski zgodovini, kjer naroda enostavno ni bilo, bilo je zgolj slaba oblast. In šele na dan, ki ga je najprej Demos, potem pa pravzaprav sporazum parlamentarnih strank določil za usodno glasovanje, smo dobili to priložnost, da smo si to sodbo napisali sami. Ta je bila veličastna. Ni pa bila še uresničena. V 6 mesecih, ki so sledili, je bilo potrebno to odločitev uresničiti. Ta odločitev je bila uresničena kljub temu, da so bili proti nam praktično vsi, mogoče z eno izjemo, s katerimi smo takrat še tako drugače prisilno živeli v isti državi. Tej naši odločitvi oziroma uresničitvi plebiscitne odločitve ni bilo ravno naklonjeno zunanje okolje, niti evropsko, niti širše. In bili smo dejansko sami na svojem. In je bilo izključno od nas odvisno, ali bomo to odločitev uresničili. Pa smo jo, kljub temu, da so na koncu, ko smo izglasovano samostojno državo tudi razglasili, da je proti nam postavili takrat teoretično, kot so govorili, 5. najmočnejšo armado v Evropi. In kljub temu, da pač tako kot je bilo tisto samo spraševanje na Brdu nekaj mesecev prej, 28. aprila, ki ga je omenil gospod Peterle, smo šli do konca. Zakaj nam je uspelo? Uspelo nam je ravno zaradi besede, ki smo jo kasneje dodali v naziv tega praznika, ker dan samostojnosti in enotnosti se je prvotno imenoval dan samostojnosti. Potem pa je prišel predlog, ne bom zdaj govoril o izvoru in tako naprej, in namenu, ki pa smo ga ne glede na to podprli, kajti dejansko se ob tem prazniku velja z spoštljivim spominom spominjati enotnosti slovenskega naroda. Kajti narod je bil enoten, kljub temu, da vrhovi politike niso bili najbolj enotni, ko je dr. Jože Pučnik označil občestvu, domovini in svetu sklep Demosovega poslanskega kluba s Poljč začetka novembra. Je takrat Milan Kučan dejal, da je Jože Pučnik, da nas bo pošiljal na referendum. Vnele so se polemike
tem, kako zdaj Demos solira in pelje narod v nesrečo s tem predlogom, dokler pač niso bili objavljeni rezultati neke javnomnenjske raziskave, ki so pa pokazali, da pa slovenski narod je za, ne samo, da je za večinsko, za je praktično popolnoma. No, potem so se začele plošče obračati in Demos je v tistih pogajanjih tudi s popuščanjem dosegel tudi vsaj navidezno politično enotnost, kar je omogočilo tudi dokaj enotno kampanjo za rezultat plebiscita in pač referendumski rezultat, ki mu rečemo plebiscitni rezultat, in s tem v ljudski govorici velja, da smo se skoraj vsi odločili za samostojno Slovenijo. Nismo se vsi, ampak pač 25% je številka, ki jo težko dosežeš v tako usodnih odločitvah in dvomim, da je bila še kje druge v podobnih situacijah pri drugih narodih dosežena, še posebej ne na tak način. Zakaj poudarjam to besedo? Poudarjam je zato, ker imamo Slovenci v svoji zgodovini sijajne dogodke, tudi izjemno težko obdobja, ki smo jih preživeli. Imamo sijajne ljudi, če hočete, ki so prispevali levi delež temu, da smo se ohranili kot narod in da smo razvili lastno identiteto. In na tej podlagi smo kasneje tudi upravičeno lahko zahtevali svojo državo. Ampak noben od teh dogodkov v celotni znani zgodovini se ni iztekel v končno dejanje, ki je pač, ko postaneš iz naroda nacija, državotvorna nacija, ki dobi svojo državo. To se je zgodilo šele v tem času in glasovanje na plebiscitu je bil velik strateški korak, pravzaprav tisti temeljni kamen za to dejanje. In ko se danes sprašujemo, zakaj Slovenija še ni takšna, za kakršno smo glasovali na plebiscitu, se odgovor ponuja v tem, kako smo sposobni kapital te narodne enotnosti vlagati v iskanje sprotnih življenjskih, če hočete, političnih odločitev v času samostojnega življenja naše države. Poglejte šolske učbenike. Poglejte programe državnih proslav, ko je na oblasti leva politična opcija. Poglejte kulturne programe teh prireditev. Poglejte število različnih prireditev in proslav, ali pa poglejte recimo sredstva, ki jih država namenja Združenju za vrednote slovenske osamosvojitve ali pa nekim drugim veteranskim organizacijam. In kaj ugotovimo? Ugotovimo to, da se skuša obdobjem slovenske zgodovine, ko nismo bili enotni, ko smo bili celo usodno razklani, ko imamo posledice, ko niti lastnih mrtvih naročeni pokopov iz določenih obdobij, ampak tistemu času se namenja bistveno več pozornosti, da ne rečem denarja, kot času, ki je slovenski narod združil. Skratka, Slovenija danes še ni takšna, za kakršno smo glasovali, zaradi tega, ker se ta zgradba, velik del tega časa, ki nam ga je podarila milost zgodovine ali pa Božja milost ob vložku našega lastnega znanja in poguma, zato se ta zgradba veliko tega časa zida na pesku in ne na skali, ki je nastala v času slovenskega osamosvajanja. Obstaja teorija, ki se reče v sociologiji, ki se reče teorija vrednotnega središča naroda. Skrajšano je to vrednotno središče nekaj, do česar imajo pripadniki neke skupnosti
v tem primeru naroda, pozitiven odnos. In mi imamo empirično izpričan pozitiven odnos do slovenske osamosvojitve, ker smo pač za to glasovali. In če bi danes ponovili to glasovanje, jaz ne bom špekuliral z odstotki, ampak zagotovo bi dobili velikansko večino za samostojno državo, ne še vedno, ampak ponovno. Se pravi, imamo nekaj, kar ne znamo investirati. No, ta ista teorija vrednotnega središča naroda tudi pravi, da vedno, ko se upravljanje z državo oddali od tega vrednotnega središča, država oziroma skupnost zahaja v krizo, zaide v krizo. In mi smo, kar se tiče teh vrednotnih temeljev, velikokrat neki permanentni krizi. In če smo v neki krizi, ko gre za to temeljno vprašanje, za vprašanje vrednot, potem tudi druge stvari, ki jih delamo, velikokrat ne uspejo. Kot ne bi uspela slovenska osamosvojitev, če ne bi takrat z dobro voljo in koražo gradili te enotnosti in če demos ne bi bil odgovorna politična koalicija, ki je bila sposobna tudi s popuščanji to enotnost graditi, iti pa ob vsem tem pri ključnih korakih koražno do konca, to je bilo prej rečeno. Žal, ko iščemo odgovor za vprašanje, zakaj še nismo tam, bi lahko bili, glede na potencijale, ki jih imamo Slovenci, in glede na rezultate, ki smo jih dosegali v razvoju vse ki je do konca leta 2008, če bi s tem tempom nadaljevali tudi v tem drugem polčasu samostojnega življenja, potem bi bili danes po blaginji, po kupni moči, če hočete, po bruto domačem proizvodu, daleč nad povprečjem Evropske unije. Ampak ravno od časa, ko smo se pridružili skupnemu evropskemu trgu, ko je zunanje okolje postalo zelo prijazno do nas, ko smo prevzeli evropsko valuto, ko smo šli v takrat še območje prostega gibanja, se pravi šengensko območje, nezakonitih migracij se celo okrnilo, ampak ravno v tem času, ko je okolje postalo še bolj ugodno, smo šli mi praktično iz krize v krizo in kar se tiče dohitevanja evropskega povprečja, mi kako cakljamo na točki, na kateri smo bili leta 2008, ko smo dosegli 91% tega povprečja, Italija je bila takrat na povprečju. Mi smo računali še en tak mandat, kot je bil 2-4-2-8 in prehitimo Italijo, ki je imela desetletja prednosti ugodnega razvoja. Ampak žal ni šlo, zatavali smo tukaj in ključni razlog je v tem, da se ni dihalo z obema kriloma naših pljuč, da se je izključevalo, da se je na mesto sinergiji iskalo notranje sovražnike, ki jih je treba počistiti in cena je bila plačana tudi v številkah, ki jih vidite na položnicah in v tem, kar zdaj poslušamo o novih davkih, pravici do odklopa in tako naprej. Naj temu dodam še dva pragmatična stavka. Takrat, ko smo šli na plebiscit in glasovali za samostojno Slovenijo, smo imeli tudi v neki preprosti ljudski predstavi pred sabo državo, ki bo nudila ognjišče za vse, ki bo domovina tudi v tem smislu, da te bo sposobna zaščititi. Pred sabo smo imeli predstavo države, ki bo prostor dobrega in pravičnosti, ker prostor, v katerem vlada pravičnosti, imamo ljudje za svoj dom.
Pred sabo smo imeli predstavo neke države, v kateri se bodo ustvarjale enake priložnosti za vse. Ne pa, kjer se bo govorilo o enakosti rezultatov, ne, kjer je vsak upravičen do enakega rezultata, ne glede na to, ali se trudi ali se ne trudi, ne glede na to, ali dela ali ne dela, ne glede na to, ali gospodari dobro ali slabo. No in ta drugi razlog, če hočete ekonomski razlog, ali politični razlog, pragmatično-politični razlog, zakaj še nismo tam, kjer, zakaj Slovenija še ni takšna, za kakšno smo glasovali, je ravno v tem, da pomembne politične sile v Sloveniji skušajo z drugimi besedami delno na nek drug način ponavljati zablodo iz bivše države, ne, ki jo dr. Jože Pučnik poslal s temi besedami, ki so napisane za malo na smetišče zgodovine. Iluzijo, iluzijo, da je mogoče neko pravično družbo ali pa državo, v kateri vlada pravičnost, graditi na napačnih predpostavkah enakosti rezultatov, brez meritokracije, brez tega, da se dobro nagrajuje, ne, in slabo zavrača. Ko danes poslušate govore različnih, trenutno žal politikov, trenutno žal predstavnikov oblasti, ki imajo v rokah škarje in platno, skoraj iz takega stavka štrli beseda enakost. Vse je enako, tudi spola ste enake. Zdaj, če bila spola enaka, njih ne bilo. Ampak prišli smo v neko situacijo, ne, kjer se ponovno skuša z propagando iluzije prodajati kot dejstva, ne, dejstva pa zavračati z raznimi etiketami. Zdaj, nikjer na svetu se to ni obneslo, tudi pri nas se pač to ne bo obneslo, škoda. Prišlo je do sprememb v ključnih državah, ki so izjemno pomembne za to, kako se svet giblje, ali pa kako se še posebej pomembne, kako se giblje zahodna civilizacija, ki pripadamo. V Evropi je prišlo na zadnjih evropskih volitvah do pomembnih premikov, ki se bodo pač pokazali slej ko prej. In ta zunanji veter sprememb, ki zdaj počasi začenja pihati po tem planetu ali pa po velikem delu tega planeta, je v veliki meri podoben temu vetru sprememb, ki je takrat po padcu Berlinskega zidu, po razpadu Sovjetske zveze oziroma Varšavskega pakta, ustvarjal tudi vrednotno boljše okolje za to našo usodno odločitev, kot je pa bilo desetletja prej. In tudi takrat je bilo to zelo pomembno. Politika, ki je še takrat obstajala v svetu in Evropi, naši osamosvojitvi ni bila naklonjena, ozračje pa ja. No in ko govorimo o tem, da je pred nami še pač naloga, da v Sloveniji naredimo takšno državo, za kakšno smo glasovali na plebiscitu, se spomnimo tudi teh pomladnih sapic, ki so zapihale okoli nas po planetu, kajti to nam bo pri dokončanju tega zgodovinskega podviga Slovencev pomagalo. Tako da, kljub temu, da si je treba priznati, Slovenija, kakšna je nastajala po tej usodni odločitvi in po razglasitvi in obrambi samostojne države, danes še ni takšna, po teh dobrih 30 letih,
kot bi lahko bila. Ni ne samo takšna, za kakšno smo glasovali, predvsem ni takšna, kakršna bi glede na potencijale, ki jih ima slovenski človek, lahko bila. Kljub temu pa so bili mnogi koraki naprej narejeni in tudi to zatavanje, ki smo mu danes priča, se počasi končuje. Delno tudi zato, ker je pač šlo predaleč, tudi ta velika enotnost, ki je bila takrat dosežena v plebiscitu, je bila dosežena v veliki meri na podlagi tega, da so ljudje, ko so pač spremljali, kaj se dogaja takrat v tisti še skupni državi, tudi takšni, ki so bili še nekaj let prej veliki verniki Jugoslavije, rekli, tako pa več naprej vendarle ne gre. To pa je preveč. In ko je presežena ta črta, se enostavno začenjajo spremembe. Danes je dan, ko smo sprejeli to odločitev, 26. decembra je državni praznik, ko smo rezultate uradno razglasili in se poveselili. Nekateri smo se, vidim, kar nekaj znanih obrazov v dvorani, s katerimi smo se takrat veselili, ampak z zavestjo, da nam je na naša ramena naložena velikanska odgovornost in zaradi tega se je začelo delati praktično še, ali pa nadaljevalo z delom praktično še isti dan. Tako da 26. december, ki je pred nami, naj bo prav tako, kot je današnji dan spoštljivega spomina, dan hvaležnosti za to, da slovenski narod takrat nad sabo tudi Božjo milost, ki je zagotovo pomagala, da nam je uspelo in hvala tistim, ki ste današnji, da ste oder današnje prireditve pač okrasili tako, da se mi zdi, da še nikoli nismo imeli neke prireditve ob državnem prazniku z tako lepo okrasitvijo. Imamo jaslice, imamo planike, imamo hlebec domačega kruha. Tako da čestitke in hvala tistemu, ki se je to spomnil. Pred nami so tudi božični prazniki. Preživite Božič zavestjo, da upanje vedno obstaja. In pred nami je tudi novo leto. Leto 2025 bo zagotovo leto, v katerem se bo veliko dogajalo. Bodimo pogumni, če bodo kakšne preizkušnje, pa hkrati optimistični glede na to, da pomladni veter sprememb veje tudi okoli nas, ne samo pri nas, in izkoristimo to za to, da vložimo še dodatne napore in skrajšamo pot k cilju, da naredimo Slovenijo takšno, za kakšno smo glasovali na plebiscitu. Srečno Slovenija, Bog živi Sloveniji. Eno divo le bom ljubil, eno divo le bom ljubil, eni vidno zvisto stav, druge nikdar ne bom snubil, nikdar drugi srca dal. Nikdar ne bo snubil, nikdar drugi srca dal. Lepše ni v okrogu zemlje,
jedine Bóg. Dajo znaki zorobie mnie, da smek jase inne Bóg. Nie lewo wyższa zielenia, nie lewo wyższa zielenia, lubił i serca globi. Люба моя є Словеня, я спаславе звісти. Люба моя є Словеня, я спаславе звісти. Spoštovani gostje, nadaljujemo s kulturnim programom in sicer s premierno prizoritvijo glasbeno-domoljubne predstave Dom in domovina. Na odru jo bodo predstavili pesnik in scenarist Igor Pirkovič, harmonikar Tomaž Hribar in pevec Danilo Lukan. Komunar pred veselo zdravico, bratje, ćmo zapit. Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svit. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče matere. Brate vse, kar nas je, sinov sloveče sinov sloveče matere. Živi nasi narodi, ki grepe ne dočakat dan, da koder sonce hodi, prepiri sveta bo pregnan. Daroja rozovca, ne vrate sosed boleja. Daroja rozovca, ne vrate sosed Ko zaslišim Zdravljico, rosi se oko in dlan se oprime srca. Kot jadrno švignil bi glas čez nebo, da celo telo zaigra. Ko zaslišim Zdravljico, se ponos prebudi in zvezde utrnejo se.
prav vsaka odpošlje močnejše luči do zemlje, morda pa še dlje. Ko zaslišim Zdravljico, spet se vrne mi moč in spet zavrti se moj svet. Če slutnja neslišno zagrne mi noč, Zdravljica odgrne jo spet. Ko zaslišim Zdravljico, mi samo zavest poskoči v nebo in naprej, da kakor utrinek dotakne se zvest v zavetju neskončnih idej. Dober večer, spoštovani gostje, spoštovane gospe in gospodje, spoštovani domoljublji na našem krstnem, glasbeno-domoljubnem večeru Dom in domovina. Danes nas ne bo sram govoriti o tistih temah, ki so dostikrat zamolčane, ki so potisnjene na rob nekega družbenega dogajanja in tako naprej. Govorili bomo o odnosu do domovine, do države, do naših korenin, do tradicije, do slovenskega kmeta, do slovenske grude, do lepot naše dežele in do naše tako čislane ljudske pesmi. Šlo bo za poklon domovini in kaj je bolj simboličnega, kot to, da se tega spomnimo na dan, ne 6 dni prej, ampak na dan, ko smo takrat leta 1991 preštevali glasove, spomnite, za. Bila je nedelja, december je bil, a vonj po pomladi v zraku. In upanja plamen se je zaiskril, kot lučke življenja v mraku. Slovenci, Slovenke, z vseh so vetrov šli istemu cilju naproti. In tisti nam dan je bil blagoslov na naši dosanjani poti. Saj enkrat zgodi se, da sreča s trenutkom se zlije v nasmeh zgodovine. Zato le sledili smo tistim občutkom na krilih do vrat domovine. Takrat dozorela stoletna je želja, ki tlela je v narodu skrita, ki se razplantela je v krike veselja, v nedeljo, na dan plebiscita. Vse najboljše za ti, vse najboljše za ti, vse najboljše, draga Slovenija, vse najboljše za ti. To je vse najboljše domovina, še enkrat, kaj ti želimo, seveda, da bi bilo naslednje leto še boljše in tako naprej. Predvsem želimo dosti pametnih, zrelih odločitev in zdrave kmečke pameti tistih, ki nas vodijo, ker tega ni nikoli odveč, zdrave kmečke pameti in tako naprej. Pozdravljam, predstavljam, nocoj tudi svojo skromno, po številu sicer samo, ekipo na odru. Z nami je vodja ansambla Gašperi in harmonikaš Tomaž Hribar. Dragi prvi slavček, ne samo ansambla Gašperi, tudi sicer slišali boste Danilo Lukan. Počakajmo. Tomaž bo igral na harmoniko, to zelo dobro vlada, boste videli, takisto Danilo bo nekaj zapel. Oba sta tudi nekaj povedali, jaz vas bom pelal skozi rime, skozi pripovedi o naši lepi deželi. Če vam kaj ne bo prav, jaz mislim, da lahko pritožbe usmerite na krivosodje, ampak tam so naprej odločitve že znane. Saj zakon zanje ne velja, saj na levi med prijatelji, dolgo je že jasno, da ne veljajo isti vatli. Ampak danes se ne bomo tukaj kregali, pričkali, kot se ljudje zaradi politike, ampak nismo tukaj zaradi špetira, če ga je kaj, da bomo kvečemu pomagali pregnati. Saj tudi
Domovina ne mara za naše špetire, za večne delitve ne mara. Pomaga nam vsem čez ovire, poti čez mostove pričara. In njena iskrenost je čista, kot je pri očetu in mami, saj le domovina je tista, ki v dobrem in slabem je z nami. Zato, ker nas le domovina pod svojim združuje dežnikom, je mati, ki hčerko in sina nahrani z brezčasnim dotikom, pod njenim dežnikom posije, podrži nam sonce močneje, iz hladnih dlani nas izvije in jezne strasti nam ogreje. Domovina, z Bogom, zadnji kraj. Bog vihtira, poranina, grob dajala, mi ne Ja, jeznih strasti v Sloveniji preveč, pregovorno se že zaradi oslove sence, ne samo zaradi meje, ljudi kregajo in to žarijo. Znano je, da bi lahko nam šlo včasih bolje, če Slovenci skrb držali z malo dobre volje. Pravijo, da če fovšija bi gorec zašela, v ognju Šentflorjanska dolina bila bi cela. Res, da včasih koga kdo po strani gor pogleda, sosed brez razloga je jezen na soseda, vendar pa je, ko je treba bilo, smo zmeraj skrb držali, urezali eno polko smo in zaplesali. Ljubljan pa šestic, jedna luška navdekne, jedna luška navdekne, jedna luška navdekne. V Ljubljan pa šestic, jedna luška navdekne, jedna luška navdekne. Ampak ob polkah so ljudje enotni, ker mislijo na njeno sporočilo, na lepe te zvoke, ampak nismo se samo poenotili, ker se glasba tiče pri polkah, tudi pri valčkih smo skupaj stopili. Prepustili smo se glasbenim umetninam, teh imamo dosti, ki polnijo dušo in hranijo srce. Kaj je več? A je še kaj več kot v odmevu gora poslušati pastirčka? Piska pastirček z vrha planin. Nežno odmeva tja do dolin. Zdaj še veselo poje piščal. Žalostne miše zaigral.
Ja. Okay. Nekaj tako milozvočnega, da komaj preglasi zvok tišine. Ne? Je lahko samo pesem domača, ki včasih me vrača, kjer gnezdijo ptice, kjer je moj dom. Pesem slovenska, meni najdražja, saj nikoli pozabil ne bom. Slovenska pesem je v zibko položena, ves čas od nje sem črpal njen zaklad. Slovenska pesem in ta ljubezen njena, ki še na jesen nosi mi slovenska pesem in ta ljubezen njena, ki še na jesen nosi mi pomlad. Ja, hvala vama in tudi vam za ta začetni poklon slovenski pesmi. Ta in nekatere druge, ki jih boste slišali, so bile narejene posebej za ta večer, ampak imajo to ljudsko melodiko, a ne Tomaž? Zdaj pa povej, kako je, ko slovensko pesem, narodno, ljudsko, narodno zabavno, izvažate v tuje med naše ljudi, ko v narodni noši stojiš sredi velikih odrov, tujih dežel. Dobro večer, Tolmin. Za nas je dragocenost, ko se noša zjutraj, torej v družini, lahko stran mikrofon, ko se v družini z ženo, z otroci, tudi naši sinovi so danes tukaj, skupaj zberemo, pa pogledamo, kaj bomo ne sami jedli, ampak se malo zamislili, to, kolikrat je žena, pa že moja mami preh nošo pegnala, zato sem rekel, mami, se ni treba, se ne mora čez. In da ne bom preveč čustven, težko mi je, ker se peljem čez mejo, ker noša v kovčku, ker se pa na oder gre gor, kjerkoli. Je pa to tak naboj. Vsa slovenska imena imamo vseb. Tujci kupujejo našo nošo med tem, ko mi doma strmimo kam. Ja, in gospod Janez, hvala lepa za jaslica, za vse to, kar nam naredite. Neizmerno hvaležen sem, da se ta pesem lahko poje v slovenski noši in tako ostane. In ko je tam 40 stopinj pod šotorom, enkrat julija jo snešeš ali kako? Ja, preoblečem minimalno 5 srajc. Ampak noše ne daš dol, ne? Ja. A nas tako, kot nas noša gor drži, nas drži gor tudi naša muzika. Muzika nas gor drži, ko si slabe volje, ko me betak zasrbi, brž mi gre na bolje.
polka spet mi da napoj, saj ko mi zariže, glas harmonike takoj, no srca mi siže, glas harmonike takoj, no srca mi siže. A v redu, Igor? V redu, prvič je zdaj odpel, to je nova pesem. Muzika me kor drži, ko se slabe volje, ko me petak zasrbi, brž bili na bolje, polka spet mi da napoj, saj ko mi zariže, glas harmonike tako, do srca mi siže, glas harmonike tako, do srca mi siže. Hvala vama, res je. Zdaj, treba se je postaviti za domačo pesem. Včasih se zdi, imam izkušnje, kot da bi jo hoteli preglasiti neki tuji drugi ritmi, ko se voziš tako, poslušaš slovenske radijske postaje, ko greš kakšne lokale, tam se vrti vse drugo, razen slovenske glasbe, ampak ne narobe razumeti, glasba je univerzalni jezik, glasba je lep jezik, ki naj bi združevala, meni je všeč slovenska, pa dalmatinska, pa italijanska in tako naprej, ampak povsod, tudi tukaj naj velja, da od nekdaj spoštujemo tuje pomladi in radi imamo vsa sonca sveta, a najbolj ognjišča se človek navadi, le njega imamo, saj tu so doma. In tu je pognala korenine slovenska ljudska pesem, iz katerih so črpali potem tudi ostali, največji, predvsem Avsenik in Slak, in potem tudi ostale glasbene zvrsti. Tomaž, poznaš, osebno si poznal oba velikana, poznaš to glasbo. Kje vidiš ta preplet ljudske glasbe do narodno zabavne in potem do najmlajših, ki se komaj začenjajo učiti? Ja, namreč vsaka družina, ki imamo, kot mi, ki imamo otroke, je harmonika zdaj toliko porasla, da sem toliko vesel. In ta prvi toni se začnejo učiti, daj srček nazaj. In zanimivo, da potem hišcovce stoji je nekdaj Živilko Avsenik rekel, Tomaž, iz te to pomeni 3 toni, manj je več v tej glasbi, vsebina ljudskosti prišla do ljudi, če bo preprosto. In ko smo zapeli hišica ob cesto, so potem mi je povedal nek otrok, Tomaž, se to je pa v bohinji fletno je. In tako se je potem rodila tudi druga pesem, Planini je kajžica, v kajžici deklica, in je sam od sebe zaigral, na roblek bom počel, bom ljubca sam bom vzel. In nauk tega je, da bi bil lahko vsak dan zdrav, da bi to naprej delil, kar otroci povedal na jest. Ja, hvala. Vsak lahko svoje naredi, ne samo od glasbenih urednikov do vseh, skrbimo, da bi slovenska ljudska pesem živela naprej, zato ni treba sramovati se več akordov stare viže, ni treba tišati radija, ko meh z valov ureže, ni treba skrivati, da smo si zaradi nje vse bliže, ni treba več lagati, da je med nami spletla mreže. Rastejo strgi gori, bele planike tri, zanje bedole horni, rosa umivali, še planike nabral in jih prinesel dolino nazaj. 3 bele zvezde, 3 noči, vsaka za lep spomin. Ja, Danilo, iskreno, kaj tebi pomeni
Kaj te predstavlja ljudska pesem v svojem repertoarju, imaš ogromno te glasbene zvrsti. Kje je ljudska pesem? Ljudska pesem, najprej moram reči, da moja ta 6. profesorica, tista, ki mi je dala največ, ki me je razvila, ki mi je povedala, rekla, vse boš mogel pozabiti. In začela bo slovensko ljudsko pesmijo. In sem jo poslušal, gledal, videla je, da moje oči sprašujejo. Vsaka vrstica ima svoje sporočilo, vsaka vrstica ima svoje čustvo. In ostale so samo tiste skozi leta, stoletja, najboljše, ki so milozvočne in to so jih sporočilne. Zato pravim, ljubim jo, všeč mi je, ker je pristna, Igor, čista in iskrena. Srcem in dušo naših prednikov prepojena. To je vse. Bravo. Iskren, jasen odgovor, kot mora biti. Pa jaz po Svinčni, ker nekaj zanima, omenil si vrstice. Vrstice, vsaka ljudska pesem ima svojo vrstico in tako naprej. Tomaž, poznaš ogromno ljudskih pesmi, več kot jaz in tako naprej. Ampak jaz bi prosil, če zdaj zaigraš 8 naslovov, 8 verzov, refrenov, zelo kratkih ljudskih pesmi. Jaz jih bom zapisal, ker 8 je 2x4, po 2 kitici, po 4, 8, bomo videli, kaj se da iz tega narediti. Seveda moramo pa uganiti, jaz znam enih par, ne vseh, če lahko, kar po svoji izbiri. Prosim prvo. Kaj? Moj rojstni kraj, moj rojstni dom. Evo, pišem. Druga. Hvala, še kitlico prodala bom. Gremo naprej. Ne sekaj, smeči se, a ne poznam, a bo? Gremo naprej. Mal čez izero. Ok, še pol, še 4. Eno lahko, prosim. Moj očka ima koničke, zlato, znam, moj očka ima koničke. Gremo naprej. To je pa prej pel, oj hišica očetova, drži. Še 2. To pa jaz vem, to je pa... To je vizualne oddaje o izseljencih, pastirstvo parce, ovce 3. Dajmo sem še eno, ajde. Na svetu, hvala. Na svetu lepše rožce. Ok, zdaj si zaigral 8 refrenov, večinoma ljudskih ali pa ponaredelih pesmi, mislim, sem se tle zapisal. Da vidimo, gremo naslove zdaj pogledati in kaj nastane. Pa pravi, da slovenski jezik ni prožen, da trd tak, da se ne da z njim gnest in tako naprej. Ne, ni res, gremo. Moj rojstni kraj, moj rodni dom, še kiklico prodala bom. Le sekaj smrečico, pa tista mal čez izero. Moj očka ima konička 2, oj hišica očetova, pastirstva pase, ovce 3, na svetu lep se rozceni. Te pesmi nikdar ne umrejo, te pesmi so gor nas držale. Te pesmi v pozabo ne smejo, te pesmi bodo ostale. V zibelko so položene, ostanejo z nami do groba. Nikdar ne pozabim nobene, iz njih nam sije svetloba. Te pesmi bodo ostale, te pesmi bodo ostale. Na planicah sončece sije, na planicah sončece sije, na planicah sončece sije, na planicah dušno je.
pa tega nihče ne more vzeti. Ne? To, kar smo slišali, to drži kot prebito, to je tukaj pognalo korenine. In ko se korenine zasidrajo, ostanejo zavedno, zato ker slovenske korenine so vzklile v plodnih tleh in steblo zraslo je v krošnjo, ki išče dobro v ljudeh. Slovenske korenine negujmo iz roda v rod, zvesto negujmo njih spomine na vseh poteh od tam do tod. Slovenske korenine učijo dvigniti glas, da preglasimo zvok tišine, če roko dvigne kdo nad nas. Slovenske korenine so čisti blagoslov, ki znajo iz grenke nam tujine pokazati vedno pot domov. Slovenija, odkot lepote tvoje, pozdravlja more srca in srečni duh smo doma. Slovenija, naj tebi tolmin zapojemo, ne išči sreče drugod kot le doma. Ja. Kot le doma. Ker ko pridem domov, se solza utrne v ukraden spomin, kot žarek se vrne. Saj priti domov je pravo darilo, je kot blagoslov poslan iz srca. Danilo, a ne zdaj nekaj, da se na pamet naučiš, pa nekaj zdrdraš, tisti klasični odgovor. Ti si se vračal, veliko krat si odhajal. Povem, kako je res priti domov, kako je prihajati domov? Veš, Igor, dom je samo eden. Posod je lepo, a najlepše je doma. Ja, res je. Je pa res, da je dosti ljudi iz naših slovenskih krajev moralo v tujino, ki se niso niti celila samo med in mlekom, ampak morali so, da so si reševali bodisi gola življenja ali pa da so si nekako ekonomsko opomogli, ker so bili tukaj tretirani kot drugorazredni. Ampak je pa res, da se tudi mnogi spomnijo očetovih besed, ko je dejal: pojdi, sin, iskat denar na tuje, a ne pozabi korenin, saj tukaj si doma. Ne vem čemu, ne vem zakaj, vem, da me vse huje, srce je gnalo spet nazaj, kot bi bila lastovka. Je že tako, da je drugod več blišča in denarja, a tam, kjer je doma moj rod, tam pravi je zaklad. Najlepše je, ko vstane dan in jutranja te zarja povabi na zeleno plan razneženih livat. Če greš v svet, boš cenil domovino, saj takih ni lepot, kot so doma. Ko prideš spet nazaj v to dolino, med te ljudi srce ti zaigra. Če greš v svet, odprejo se obzorja in vidiš spet, da je Slovenija, od hribov prek ravnic pa vse do morja. Za dušo kot najlepši del sveta. Še te bom nekaj vprašal. Ne poznam nobenega, ki ne bi rekel, moja domovina je najlepša. Slovenci reče to, Hrvati bolj pogosto in ostali, govorim Arbenčani. Kako bi pa ti nas prepričal, da je Slovenija res najlepša zate? Vedno znova, kot pridem skozi karavanke, meni tisto mi zaigra srce in rečem, najlepša si Slovenija. Ima vsega ravno dovolj, Igor. Nad vso lepoto, ki jo premorimo tukaj, se res tega premalo zavedamo. Res je, drži, naj se pozlatijo
tvoje besede. Ker toliko jas in trat in gozdov, toliko jezer in rek in bregov, toliko krajev in mest in vasi, toliko stez in cest in poti, toliko lepih romanc in balad, toliko rož za najlepšo pomlad, toliko upanja hrepenenja, pričakovanj, toliko solz in toliko sanj. Na tako majhnem koščku, pa toliko prostora za najbolj čiste slike. Za sonca, ki zlatijo, za čustva in dotike. Za obci stoji, notri pa dekle spi, fantič pa mimo gre, kdo jo zbudi. Hiška obci stoji, notri pa dekle spi, fantič pa mimo gre, kdo jo zbudi. Bliskala me! O lepotah Slovenije je bilo že toliko napisano, da nekaj prav gotovo drži. Lepa so tvoja polja, lep je tvoj sanski svet. Lepa si do vesolja, lepa si spet in spet. Lepo je tvoje morje, lep je vsak tvoj pristan. Lepa so tvoja jutra, lepa si dan na dan. Lepe so tvoje rože, lep je tvoj pisan prt. Lepe so reke tvoje, lep je tvoj rajski vrt. Lepe so tvoje pesmi, lep je vsak tvoj zaklad. Lepa so tvoja sonca, lepa si kot pomlad. In vedno, ko bom šel na tuje, in vedno, koder hodil bom, povsod bom tu, pod srcem nosil moj rodni kraj, moj rodni dom. Češ tujini vstal ne bom, spet k tebi pohiti. Tam, kjer mi zibka tekla je, oj, tam bom srečen le. Tja, kjer izbral sem si dekle, tja vleče me srce, moj dom. Ja. Včasih redno se dogaja, kot da se tega ne bi zavedali, da je tako samoumevno, da pojemo slovenske pesmi in da smo svoji na svojem. Kot tudi, da je samoumevno, da jo imamo državo, ki je izrasla iz domovine, državo Slovenije. In potem se človek vpraša, a se zavedamo sploh, kaj imamo? A se zavedamo, da to pač ni kar tako? A se zavedamo sploh, da lahko in na ramo vedno položimo trudno glavo? A se zavedamo sploh, da ni dana? Bila nam na lahko, bila podarjena, a zdaj, ko je vstala, od solz je oprana, je lepa, je trdna, tako kot nobena. A se zavedamo sploh, da ni padla iz nič nam v naročje naravno z neba?
Zato jo držimo, da ne bi ukradla, je kakšna usoda, ki nima srca. A se zavedamo sploh, kaj imamo? A se zavedamo, da bi lahko brez nje bili? Zato pazimo na njo in zato je ne damo, da se ji le nikdar ne zgodi. Ni se ji bo zgodilo. Stopimo skupaj, dragi Slovenci, stopi nam skupaj, ker malo nas je, in dokažimo vsej konkurenci, kaj nam pomeni slovensko srce. Kaj nam pomeni slovensko srce. To reče, svetovna premiera in to se je prvi zgodilo, da enkrat v zapojme že znajo. Ne? Ja, kdo bo dejal, ne, da poveličujemo vse, kar je slovenskega, da to avtomatično pomeni, da zavračamo tuje, kar je čista bedarija, neresnica in zavajanja. Biti domoljub. Pomeni tudi biti spoštovan zaradi tega. Strani domačih in tujih. Ne? Kako te bodo spoštovali, če ne boš najprej spoštoval samega sebe, ker kdor je domoljub, le ljubi domovino. Ne pušča na cedilu, je ko klec nekdaj s koleni. Še bolj takrat zadiha njeno angelsko bližino, da strumni, kakor prej, postanejo koraki njeni. Kdor je domoljub, zna videti čez planke, odprtje in spoštuje tuja sonca in pomladi, a ne pusti ujetu nacionalistične sezanke, ki antidomoljubi mu nastavljajo jih radi. Evo iz prve roke, Tomaž, direktno, brez ovinkov, lahko ti bo nerodno, ali ne. A si ti malce domoljuba? Tako ne, taki odgovore, tako bi rekli naučeni. Da ali ne? Na kratko, pa s 3 besedami. Se imaš do domoljuba ali ne? Jaz? Slovenec sem, Slovenec sem, tako je mati djala, ko me je dete pestovala, ko me je dete pestovala. Zatorej dobro vem, Slovenec sem, Slovenec sem. Zatorej dobro vem, Slovenec sem, Slovenka sem. Vi ste na turnejah, na vseh kontinentih, Amerika pa tako naprej, Nemčija, na Nizozemsko, to je za vas blizu, to greste na koncert in nazaj. Ne. Ni tako blizu. Ja, vem, da se ve zjutraj odpravite v avto, pa nazaj, prevandral si cel svet. Kako si se ti imel drugod?
Najlepše je doma v naročju moje doline, kjer sonce se tako smetlja in boža na dotik. Najlepše je doma, kjer veter češe spomin. In nosi jih nazaj v mladost do tisočerih slik, kjer ena in edina na sončni strani Alp je moja domovina. Wow. Ker ena in edina moja je dolina. Zdaj, eno pesem s to značilno dolino v naslovu, ne, bi radi slišali, ampak zato rabiš pa, ne to, eno drugo harmoniko, ampak Tomaš, ta je muzejski, to je samo za razstavni eksponent, to ne igra, ne? Ja, to je pa kar malo kot moje stanje. Sej ni treba, sem nekaj povedal. To ne dela, sigurno. No, ne pove. Sem bil star pod debelo. Sem bil star 5 let, sem imel mamo, ki je igrala harmoniko. Dol si pa gor, pa me ne dol vidi. Hvala, mama. To je ta harmonika. Domovine, kot ga izkazujete, spontano, tudi vi ne pride, odnos do domovine ne pride iz nič, ne. To je treba privzgojiti, se pravi v šoli, v družini se začne in ne gre za nobeno propaganda, posiljevanje, kdo je boljši, ta ali oni, ne, ta ali ona stranka, to bi bilo pranje možganov, ampak odnos do domovine treba privzgojiti, treba pa tudi učiti odprtosti do tujih kultur. Ampak njena zgodovina naše domovine je nekaj, kar bi moralo biti zelo logično in samoumevno, ampak ni. Za Pučnika jim v šoli komaj da povedo, kaj, molčijo, namesto da bi rekli hvala, ker znali ste vedno vstati, ko so vas znova in znova teptali. Hvala, ker niste obstali pred vrati, ko bi ostali pred njimi obstali. Hvala, ker nehali niste verjeti, da domovina rodi se v državo. Hvala, ker niste obupali z leti, ko ste v navzkrižje hodili s postavo.
Hvala za vaše pogumne korake in da povlekli naprej ste Slovence, saj ste verjeli v ljube rojake, da so naposled stopili iz sence. Hvala, da niste se nikdar predali, nikdar v tla niste sklanjani glave. Hvala vam, Jože, da niste se bali, hvala vam, oče slovenske države. Šola ne bi izobraževala, ne? Saj nihče ne govori drugače kot to, da bi učila mlade o dejstvih, zgradila v osebnosti. Poglejte učbenike največ za 9. razrede osnovne šole in za 4-letnike srednjih šol oziroma gimnazij. Enega od njih je recimo pisal, tak je pisal biografijo Božo Rope o Milanu Kučanu. Tam je sramota, ne? Tam, če drug pogleda, ki ne ve dosti o tem, misli, da je bila to neka vojna, prepir in tako naprej. Skoraj več, kot je namenjeno vojni za samostojno Slovenijo, je namenjeno temu zvezi Brionski deklaraciji. Malo se tega sliši v šoli, premalo o rojstvu slovenske države. Kako je mogoče, kako se dovoli, da malo je tega v čast očetnjave? Koliko vonj po slovenski pomladi sploh zadiši med snovjo zgodovine? Koliko tega izgubljajo mladi, če ne vedo za pot domovine? Ker prazni spomini so mrtvi spomini in če od tega ne bo nič ostalo, kdo se poklonil bo še domovini? Malo je tega v šoli, premalo. Zato ne delajte mladim krivice, ne skrivajte mladim resnice, kakšna je pot bila očetnjave, da je čez trnje prišla do države. Pa bom slišal zvoniti zagorske zvoni, pa bom slišal zvoniti zagorske zvoni. Ja, kot da bi bilo koga sram, da se poučijo o domovini, kot bi bilo koga sram, da bi bilo treba poudariti, koliko neke iskrene odločenosti je bilo treba, da je domovina postala tudi država. Da smo postali svoji na svojo. Lahko bi se obrnili drugače in da se ni bilo potrebno tudi tvegati in imeti veliko poguma, saj. Če ne bi takrat poguma imeli in src, ki so bila v ritmu Zdravljice, morda bi še danes po njej hrepeneli in še bi tišali v gnezdu krivice. Edino šli takrat smo naproti in ni bilo vojske in ni bilo sile, ki bi nam prekrižala sanje na poti. Sanje, ki so se takrat nam zgodile. Bili so močnejši, a niso zdržali. Saj ni bilo sonca na njihovi strani. Imeli so vest, ki jo niso oprali. Mi pa imeli smo zvezde na dlani. Zato hvala vam tistim, ki za domovino življenje ste dali, da mi bi živeli. Kdo bi razlagal nam zdaj zgodovino, če ne bi takrat poguma imeli? Komu napred veselo Zdravljico bratječ ozati, Bog našo nam deželo, Bog živi na slovenski svet. Bratelj se,
matere, ne? Matere, ki so držale 3 stebre za dom, ognjišče, da so lahko tudi moški druge postorili svoje in verjamem, da bi spet stopili skupaj in ubranili dom in ognjišče kot leta 1991. Spoštovani veterani, ki živeli ste za sanje in srčno verjeli vanje in v imenu hrepenenja zanjo tvegali življenja. Hvala za pogum in hvala, da je solza srcu znala strah zarezati v sovraga in je zasijala zmaga. Vedno boste del spomina, saj je naša domovina z vami stala in obstala. Hvala, veterani, hvala. Verjamem, da bi slovenski narod, ko bi prišlo do ključnih trenutkov, spet stopil skupaj in se obranil in postavil bran domovini, tvegal zanjo še bi potrebno, kot so mnogi tvegali svoja življenja takrat. Prosim vas, da še enkrat iz minuto tišine počastimo spomin na tiste, ki so dali življenje za domovino. Slava jim. Ko domovina pokliče, nikar ne obrni hrbta nikoli, zvestobo ji vrni. Ko domovina pokliče, ne išči razlage, kako ji ne moreš pomagati do zmage. Saj domovina ne kliče kar tako, ker drugega dela bi pač ne imela. Saj ko te domovina pokliče, ne reci, da to se tebe ne tiče. Ne išči poti in ne išči načina, da za pomoč ni razloga, ker če tebe ne, koga pa bo domovina sploh poklicala? Koga? Tam, kjer burke cveto, tam, kjer ptički pojo, lepi dragi. Tam, kjer pevcija plava s Preširna baka, nežno vabi. Ti dolina zelena, s krvjo prepojena, predraga. Te vidno bom ljubil, nikoli pozabil ne bom. Ja, slišali smo, nikoli ni preveč, ampak veliko smo slišali lepota Slovenije, pa o vrednotah jih je treba gojiti in pomembnosti dogodkov, ki so pripeljali do samostojne Slovenije. Pri tem so vedno bili, so in bodo ključni ljudje in njihova navezanost na rodno grudo. Rad bi poudaril, da vse, kar stoji in pade, je vezano na rodno grudo. Ko enkrat, ko jo prodaš, ko jo daš, ko jo odtujiš, je konec. Nimaš več kam. Nimaš več kam. Vse stoji in pade na naši zemljici, na navezanosti, na zemljico našo. Ki pridno rojeva, da žal je Slovenec, kar je posejal. Od dneva do mraka, od mraka do dneva na njej žulje puščal, na njej garal. O zemlja slovenska, od milosti dana, Prešernova hase, od tam pa do tod. Dežela pod Alpami z njo je poslana, na njej se razvijal slovenski rod. O zemljica draga in zemljica sveta, nikdar in nikomor prodati je ne smem. Spominja na mamo me in na očeta,
navdihe in upanje našim ljudem. O zemljica moja, ki dati si znala, rodovom pred nami, pogum za naprej. Ponižno pred svetom izrekam ti hvala in prosim, rojevaj nam, kakor doslej. Hrišek pokupil, otrste sadil, prijatelj povabil, še sam ga pobil. Sladkovice biti to me veseli, dobre bolje biti svoje žive dni, brez vse skrbi, to me srčno veseli. Ja, to so pesmi, ki so v narodu, pesmi, ki so jih vse pojejo in se jih bo vedno pelo. Vedno najbolj slovesno bo takrat, ko so različne generacije prišle pod isto streho, pod isti krov, na isti naslov z različnih vetrov. Ja, takrat niso šteli bližne to, koliko ima kdo pod palcem evri, ampak štelo je srce, takrat so bile najbolj preproste stvari, najbolj dragocene. Ne moreš tega izmeriti, ne v denarju. Ko so se različne generacije zaplavale med vihravostjo mladosti in izkušnjami zrelih let. Zato slavimo naše dede in očete prav tako in babice in matere in to, kar je bilo prenašajo iz roda, prenašajo se v rod, spoznanje kri in upanje, da ne gremo od tod. Gremo eno novo še. Le kam izginjaš, ljubi rod, pognal si tukaj korenine, ne daj, da jutri drug Gospod z ognjišča tvojega te zrine. Ne daj, da jutri drug Gospod z ognjišča tvojega te zrine. Čemu umiraš, ljubi rod, mar nisi zvest tej zemlji sveti? Ne daj, da bi te kdo od tod hotel pregnati kot pred leti. Ne daj, da bi te kdo od tod pregnal hoteti kot pred leti. Ja, zato nam vse rodove živi na veke Bog, da le nikar prekinil se ne bi slovenski klop. Ampak obstaja strah, da bi se prekinil, upamo, da ne. Upamo, da zmeri se ne bo statistika ponavljala še naprej, ker zadnjih nekaj let, zadnjih 2-3 leti zapovestjo je rekordno nizka rodnost, vedno manj. Prebivalcev Slovenije pa vedno isto, ne? Se pravi, manj se jih rodi, kot se jih umre. Tudi obstaja strah. Kaj boste rekla na to? Ne daj, da bi te kdo od tod hotel pregnati kot pred leti. Rod bo obstal, če bo obstala družina kot srednja vrednota te družbe. Če sta res spola dva in če bo družina veljavna kot celica očeta, matere in otroka, očeta, matere in otrok. In to je še dom in domovina. Dom, domovina, družina. Dom, domovina, družina so zame 3 svete stvari.
ker zanje še enkrat življenju prehodil bi iste poti.